malo odvisno od tega, koliko smo dejansko pač trenirali, koliko zahtevna je bila sezona. Zdaj, tako, če vzamemo nekaj čisto povprečnega amaterja, recimo temu tako, bi rekel, da se nekje začne tam z enim tednom do 14 dni počitka brez kolesa, malo odvisno od koliko so trenirali, koliko so tekmovali, ampak pač neko to obdobje enega tedna do mogoče 2 tednov. Potem pa v bistvu naslednje 3 do 5 tednov vzamemo kot neko prehodno obdobje. Se pravi, to prehodno obdobje pač pomeni, da se nekako nazaj začnemo vračati v to, da smo aktivni. Ni še to nujno pač tako čisto zaprav kolesarski strukturiran trening, ampak samo zato, da v bistvu iz tistih 10 dni počitka, potem ne vem, mogoče kakšnih 20 dni postopoma pač nazaj začnemo z kakšnimi krajšimi treningi, s kakšnimi drugimi oblikami vadbe, kakšni pohodi, kakšni teki, kakšni dvoranski športi, ne vem, kakšni kolesarji hodijo tudi na kakšen fuzbal, košarka, kaj takšnega.